Ali si želite obiskati New York? Potem pa imam nekaj napotkov za vas. Jaz sem ga lani obiskal in moj budžet je bil nekje 1000 evrov. Šla sva pa dva, tako da nekje 1000 evrov na osebo. Zdaj budžet ni ravno majhen, ampak ni pa tako velik, da si človek ne bi tega mogel privoščiti. In prisluhnite nekaterim napotkom, kaj sem se jaz naučil in upam, da tudi komu koristijo. Letalsko karto sva našla preko Skyscannerja, to je spletna stran, ki pač ponudi različne letalske družbe in kakšne cene imajo oni v želenem obdobju potovanja. In dajo ti tudi potem od najnižje do najvišje in tako dalje. In takrat sem našla karto, ki je stala nekje 570 evrov na osebo in to je bila zelo ugodna cena in sva takoj zagrabila. Ker je bila letalska karta malo bolj poceni, je tudi let bil daljši in sicer z enodnevnim postankom v Londonu, kar pa sicer ni bil problem za nobenega od naju. Potem, ko sva končno kupila karto v želenem obdobju, sva potrebovala prenočišče. In obrnila sva cel booking naokrog in našla kar drage prenočitve. Potem pa sva se odločila, da bova preizkusila Airbnb. In potem sva obrnila celo spletno stran, našla ugodno prenočišče, sicer stanovanje s 4 spalnicami, in to je prišlo nekje 250 evrov na osebo za 8 dni. Stanovanje pa je bilo locirano v Brooklynu, tako da so se potem z metrojem kar nekaj časa tudi vozili, ampak je bilo vredno. Potem je bilo potrebno urediti še zavarovanje za potovanje in podobne formalne zadeve in pa ESTO. ESTA je v bistvu obvezen elektronski sistem za avtorizacijo potovanja. In zdaj nekatere države članice Evropske unije, Slovenija je med njimi, imajo to možnost in plača se nekje 11 ali 12 evrov na osebo. To je v bistvu viza za vstop v Združene države Amerike. Naslednja zadeva ob pristanku v New York je bilo potrebno urediti tudi vozovnico za metro, ker je v bistvu sva ugotovila, da je to nekako najbolj poceni varianta. In sva vzela eno tedensko, ki pa je stala menda nekje 28 evrov na osebo. Potem pa sva zadnji dan doplačala še tisto zadnjo vozovnico enodnevno, kar pa tudi ni bilo nekaj dosti, to je bilo nekaj dolarjev. Tako da zelo se splača vzeti tole eno tedensko, ker malo prihraniš, pa tudi lahko neomejeno potuješ. Kar se zdaj tiče vstopnin, je pa v bistvu tako, da midva sva si pogledala Madame Tussauds, ker še jaz nikoli nisem bil in če sva že bila v New Yorku, pa je tam ta muzej tudi, sva rekla pa greva pogledat. To je prišlo nekje 23 evrov na osebo. Zdaj od razglednih točk, ki jih nekateri priporočajo, so najboljše 3 opcije. Lahko greš na One World Trade Center, ki pride malo več kot 30 evrov, ampak potem razgled je v bistvu takšen, da gledate skozi steklo. Na Empire State Buildingu si vsaj zunaj in lahko se sprehodiš naokrog in si pogledaš mesto v bistvu na svežem zraku. Pa potem drugo pa je Rockefellerjeva zgradba, tako da midva sta se potem pač odločila za Empire State Building. Muzej, ki sva ga tudi obiskala, je bil spomin na 11. september. Zdaj v bistvu tam je bilo nekje 19 evrov, se mi zdi, na osebo, ampak meni ta muzej ni bil ravno všeč, ker je v bistvu zelo tako težko vzdušje, kako ne rečem, zelo hladno je noter, tako da če boste šli, če se odločite za to, se kar fajn oblečite, ker kar zebe sploh spodaj v kletnih prostorih je zelo mrzlo. Vedno bolj, ko sem hodil čez tale muzej, vedno bolj sem imel neprijeten občutek biti tam. Res ni fajn, tako kot da znova podoživljaš tragedijo, ki se je takrat zgodila. Je pa lepo urejen spominski park ob tem muzeju, na mestih, kjer sta nekoč stala dvojčka. Tam so tudi spominske plošče, na katerih so imena žrtev. Kar se tiče nekaterih muzejev, je v bistvu, da ob določenih dnevih in urah lahko v bistvu plačaš, kolikor želiš. Daš nekaj dolarjev, pa si lahko greš muzej v bistvu pogledat. Lahko daš tudi $1 za eno osebo, tako sva midva storila. Nihče te ne gleda po strani, ker je to pač prostovoljni prispevek in si komot lahko greš preprosto gledat zbirko. Zdaj vseh zbirk ne moreš videti, ker je pač takšna karta, ampak lahko pa vidiš dosti toliko, da pač nekaj odneseš. In to ima kar nekaj muzejev. Midva sta se odločila, da si greva pogledat American Museum of Natural History, ampak nisva bila tako navdušena in sva že pol proti koncu v bistvu hitela skozi zbirke. Ampak gre res za veliko zadevo, tako da če ste navdušenci na tem, potem se splača iti pogledat. Ogledala sva si Times Square po dnevi in po noči. Meni osebno se ga splača iti bolj pogledat po noči, ker takrat je vse tako barvito, ko so ti reklamni panoji vsi prižgani in res izstopajo in tam je tudi velika množica ljudi.
Ker podnebje je v bistvu bilo tako, da so hodila med ulicami in potem iskala tale Times Square in naenkrat so se znašla tam in potem so bila tako, to je to. Tako da po noči malo bolj oddaja tale šarm, ki ga vidite mogoče v nekaterih filmih in serijah. Dosti stvari so videle tako, da so se vozila z metrojem od ene točke do druge točke, pa potem peš lepo prehodila nekatere dele mesta in si tako pač sproti ogledala ene stvari. Zdaj, kar se tiče Kipa svobode, si ga midva niso šla pogledat pobliže, ker so ugotovila, da se v bistvu ne splača. Vozi trajekt iz mesta do Staten Islanda in nazaj in je brezplačen tale trajekt, pa v bistvu tudi tale Kip svobode se nekje na polovici poti zelo dobro vidi. Kar se tiče prehrane, parkrat sva jedla v Whole Foods trgovini, šla sva tudi na pico, ampak nama se je bolj splačalo, da so v bistvu šla v trgovino, si nabavila stvari in so potem kuhala tudi v stanovanju. Zdaj, kar se tiče cen, so malenkost mogoče dražje kot pri nas. Nekatere stvari so iste, ampak večina pa jih je dražjih. In tako nekako je v bistvu izgledal New York za nekje 1000 evrov na osebo. Upam, da ste z videjem pridobili nekatere koristne informacije za obisk New Yorka in pa če vam je bil video všeč, vas prosim za thumbs up, lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič.